anksioznost, torej neka negotovost, naprimer glede prihodnosti ali pa nekih drugih izidov, ki jo poskušamo po eni strani zadovoljiti, po drugi strani pa obstajajo tudi tukaj medosebne razlike in raziskave kažejo, da tisti, ki so bolj nagnjeni k neki anksioznosti, bodo bolj verjetno iskali te informacije, ki jih v resnici potem spravljajo še v večje stanje anksioznosti. In seveda kot socialni psiholog moram vselej poudariti, da nič od tega v resnici ne poteka v vakuumu, ni samo med mano in mojim telefonom, ampak doživljamo mi tudi čustva in novice nekako kot člani skupin in to lahko potem vodi v neko čustveno okužbo, torej po eni strani čustva, ki jih jaz čutim, jih bodo drugi zaznali, se bodo razširila med ljudmi, torej neka ideja grožnje se bo razširila, kar bo spodbujalo več informacijskega iskanja, več spremljanja negativnih novic, ki jih bodo potem seveda algoritmi pograbili, jih servirali še več ljudem, ki se bodo počutili še bolj slabo, bolj verjetno se bodo aktivirali, komentirali, reagirali na te objave in v bistvu na ta način kolektivno ojačevali njihovo moč in po drugi strani tudi negativne posledice. In ko smo že pri socialnem okolju, lahko govorimo tudi o normah, ki veljajo v našem socialnem okolju, torej neka zaznana potreba po tem, da sem informiran, zaradi tega, ker je to neka lastnost, naprimer dobrega državljana, ki lahko v bistvu kvarno prispeva k temu, da spremljamo novice tudi o temah ali pa tudi takrat, ko se ne počutim dobro. Potem je nek vidik, o katerem sem deloma že govoril, da te novice, ki vzbujajo negativna čustva, niti ne rabijo biti negativne same po sebi. Zdaj, če beremo novice o vojni, so te novice, upam da, za vse ljudi inherentno negativne. Zdaj, če beremo o dejanjih nekih političnih kandidatov, je pa to za nas lahko nevtralno, lahko jih podpiramo, lahko nas pa vznemirijo. In ko nas vznemirijo, spodbujajo neko moralno ogorčenje in potrebo potem, da svoje vrednote tudi na družbenih omrežjih signaliziramo, da torej spodaj pustimo neprijeten komentar, da delimo vsebine z nekimi posmehljivimi pripisi, ali pa da na drugi strani delimo vsebine, ki pri drugih uporabnikih lahko vzbujajo neko moralno ogorčenje in vsi ti mehanizmi v bistvu povečajo izpostavljenost in vodijo v večjo verjetnost, da se bodo ljudje srečali z novicami, ki bodo bolj ekstremne in ki jih bodo bolj vznemirile. Zdaj, kaj je v ozadju te ideje, da nas lahko recimo dejanja nekega politika moralno vznemirijo in vodijo do oblikovanja nekih negativnih stališč, je tudi proces identifikacije in na drugi strani diferenciacije. Torej, ljudje pripadamo, imamo neko temeljno potrebo potem, da pripadamo socialnim skupinam, ki so nam pomembne, s katerimi se poistovetimo. In tudi tukaj je lahko potem pomembna ta zaznava grožnje, torej recimo našo državo lahko ogroža nek zunanji sovražnik, naše ideje ali pa ideje o tem, kako naj bo družba organizirana, lahko ogroža naš politični nasprotnik. In to okrepi po eni strani pozitivne zaznave članov moje skupine, na drugi strani negativne zaznave vseh, ki mislijo drugače. In ko so te skupine oblikovane, se poskušajo tudi čim bolj ločiti ena od druge, da postane torej svet manj negotov, da vemo, kdo je dober, kdo je slab, in to lahko vodi po eni strani do polarizacije in na drugi strani tudi pozornost na negativne informacije, ki jih lahko zberemo članih druge skupine, ki mi postajajo averzivni. Torej, cel kup nekih dejavnikov ali pa nekih psiholoških procesov, ki okrepljuje to iskanje in negativne posledice, ki pa so vsi nekako umeščeni v algoritemsko okolje, s katerim imamo danes za opraviti. To, da lahko neprestano spremljamo neizmerno količino informacij, med katerimi naprimer je veliko negativnih,
je povezano po eni strani tudi z razvojem tehnologije. Če včasih smo pač dobili en časopis na dan, lahko bi brali 10-krat isti časopis, ampak ni bilo kar naprej novih vsebin. Danes pa lahko, oziroma večina omrežij je tudi motivirana ali pa tudi novičarskih portalov, da ponuja v bistvu neskončno drsenje, da se kar odpirajo in odpirajo nove vsebine, zato ker to pomeni, da nas dlje časa zadržijo na teh platformah, torej nekako podležemo ekonomiji klikov in pozornosti, ki poudarja čustveno nabite vsebine, zato ker te angažirajo, sprožajo neke odzive in jih je lažje monetizirati. Po drugi strani pa se moramo zavedati tudi to, da v nekem navalu objav, ki jih vsak dan preberemo, vse tudi niso negativne, nekatere med njimi so tudi pozitivne in te spodbujajo neke nagrajevalne mehanizme in zato, ker ne vemo, kdaj se bodo te nagrade pojavile, torej niso redne, v resnici še toliko bolj pritegnejo, torej beremo lahko negativne novice, tudi za željo, da vmes pa najdemo kako informacijo ali pa kako novico, ki nas bo pomirila. In v tem smislu gre za neko interakcijo med psihološkimi zakonitostmi in čisto tehnološkimi značilnostmi oblikovanja digitalnih okolij, v katerih ljudje živimo in delamo. In zdaj, če povzamemo vse posledice, ki smo jih v bistvu že omenili, gre najprej za cel sklop nekih negativnih čustev ali pa tudi duševnih težav, torej povišana anksioznost, več ruminacije, nek občutek brezupa, večja negotovost, ki jo čutimo, ki lahko potem vodi do nekega občutka, da ni rešitve, da družba, kot jo poznamo, razpada, kar lahko vodi v čustveno izčrpanost, v neko nezmožnost tudi bazične odpornosti na dražljaje iz okolja, tudi v depresivnost, naučeno nemoč, torej lahko deluje to drsenje v pogubo zelo pasivizirajoče. Na drugi strani imamo seveda tudi telesne simptome, ker vemo, da marsikateri telesni simptom je psihosomatsko povzročen, torej negativna čustva lahko vodijo v telesne težave, na drugi strani pa tudi čisto praktično. Več časa, ki ga preživimo sede ob telefonu, lahko vodi sam po sebi do nekih telesnih simptomov. Potem lahko te negativne izkušnje, negativna čustva po nekih zelo bazičnih procesih asociativnega učenja povežemo ali z napravo, ali z aplikacijo, ali s prostorom, kjer te novice spremljamo, in se zato mogoče tudi slabše počutimo v okolju, v katerem živimo. Naprimer, v času pandemije se ljudje niso dobro več počutili v svojih stanovanjih, hkrati pa bili ujeti v njih, kar je paradoks. In potem so tukaj še neki simptomi, ki presegajo posameznika in imajo tudi neko družbeno relevantnost. Raziskave kažejo, da je količina iskanja negativnih informacij povezana z nezaupanjem, ne samo v politike, ampak tudi v medije, v druge ljudi, s katerimi prihajamo v stik v nekih vsakdanjih situacijah. Razvoj torej nekega cinizma o tem, da ne moramo nič dobrega pričakovati. In na drugi strani, izhajajoč iz ideje anomije, torej te ideje, da razpada tkanina družbe, da ni učinkovitega vodenja, reguliranja, kar vzbuja željo po strukturiranju tega sveta in po iskanju nekih rešitev, ki so učinkovite. Lahko to vodi tudi v sprejemanje nekih avtoritarnih vedenj, podpore nekim bolj avtoritarnim, mogoče tudi politikom ali pa političnim ukrepom, ki odgovarjajo na naše želje in potrebe, in tudi to se sicer v manjših in korelacijskih študijah, ampak pokaže kot pomembno povezano in v nekem smislu normalizira tudi idejo kriznega diskurza, ki po eni strani upravičuje neke avtoritarne ukrepe, po drugi strani pa spet nekako ojačuje
to idejo, da je vse negativno, da je vsaka novica, s katero se srečamo, panična, in da se moramo na to nekako odzivati. In kaj je zdaj potencial tega spremljanja negativnih informacij, ne? Po eni strani smo rekli, da lahko vodijo v neke občutke apatije, po drugi strani spodbujajo vpeljevanje nekih ukrepov. In zdaj na eni strani imamo neko naučeno nemoč, umik iz družbe, da se torej zaščitimo pred negativnimi novicami, informacijska preobremenjenost, politični cinizem, nezaupanje v institucije. Na drugi strani pa lahko rečemo, da imajo lahko negativna čustva, ki jih vzbudi spremljanje informacij, tudi neko bolj transformativno ali pa aktivirajočo vlogo, ki nam lahko v resnici omogoča tudi spreminjanje negotovega sveta v malce bolj organiziranega. Negativna čustva, kot rečeno, aktivirajo, jeza aktivira, moralno ogorčenje aktivira in če recimo zaznavamo, da so neke pravice, naše želje, potrebe kršene, zdaj smo v predvolilnem tednu, imamo možnost, da z nekim državljanskim udejstvovanjem to spreminjamo. Seveda tukaj ne mislimo samo na volitve, ampak na katerokoli obliko predvsem kolektivnega udejstvovanja, in zaznava kolektivne grožnje je dober motivator, da nekaj v družbi spremenimo. In ko govorimo o tem, da nekaj spreminjamo kot kolektiv, s tem v resnici krepimo tudi povezanost, zaradi tega, ker delujemo k skupnemu cilju, kar lahko zmanjša neko negotovost ali pa negativna čustva, ki jih gojimo do dogajanja v družbi, in v resnici nekako uravnoteži tisti razvoj nezaupanja, o katerem sem govoril, in na ta način lahko dobimo tudi neko socialno potrditev, da je to, kar počnemo, smiselno in uporabno. In ko že govorimo o intervencijah, čisto na koncu za zaključek, kaj je torej moč narediti, da se izognemo vsem negativnim posledicam. Po eni strani lahko kot psihologi vedno govorimo o nekih ukrepih na individualni ravni, da torej ljudi ozaveščamo o negativnih posledicah, in tukaj so rezultati precej obetavni za nekaj tako preprostega, kot je ozaveščanje, da torej, če se ljudje zavedajo negativnih posledic, potem lažje regulirajo svoje vedenje, da tudi dejansko omejujejo svojo izpostavljenost in regulirajo naprave, ki spodbujajo to izpostavljenost, recimo s nekim preprostim ukrepom, kot je to, da izklopimo obvestila, da vnaprej določimo čas, v katerem bomo spremljali neke novice, in recimo, da vklopimo črno-beli prikaz na zaslonu, zaradi tega, ker barve in v bistvu vse dogajanje tam že samo po sebi pritegne našo pozornost, in tudi tukaj raziskave nekako kažejo, da je čustvovanje bolj umirjeno takrat, ko isto novico negativno beremo v črno-beli luči. Zdaj, ena intervencija bi verjetno bila tudi to, da spodbujamo učenje regulacije čustev, torej kako se spopadati z negativnimi čustvi in tako naprej, ampak tukaj naletimo vedno na problem, ki ga imamo v psihologiji, torej naj spreminjamo človeka, ki deluje v mogoče neoptimalnem okolju in je izpostavljen nekim dražljajem, ki se jim je težko upreti, in kaj je v resnici cilj neke take intervencije, torej naj se jaz vsak dan do konca življenja ukvarjam s tem, kako bom reguliral svoje čustva, kako omejeval svojo izpostavljenost, da se da narediti kaj tudi na kolektivni ravni. Ena možna intervencija je prav gotovo spodbujanje digitalne pismenosti, ki potem poveča ozaveščenost. Druga je spreminjanje norm, naprimer ideje o tem, da moramo biti neposredno dosegljivi, da moramo vsako informacijo slišati takoj, ko se pojavi, in da v resnici mi danes, sploh mladi, pa seveda tudi odrasli, novic pogosto ne spremljamo
namerno, ampak to počnemo na nekih platformah, ki so integrirane, na katerih v resnici iščemo pozitivne vsebine, smo družabni, pa hkrati dobimo servirane še informacije. V tem smislu, ne, torej je lahko že ideja tega, da se odklopim, da nekaj počnem v nedigitalnem svetu, me bo odvrnilo tudi od informacij, ali pa da popredalčkamo, ne, mogoče katero omrežje, katero platformo uporabljamo za kateri namen in izkoristimo algoritme v svoj prid, s tem, da jih natreniramo. In na koncu, ne, seveda neka, seveda mogoče naivna ali pa idealistična, ampak ne, zavedanje tega, da bodo tudi ponudniki vsebin morali prevzeti del odgovornosti, ker tega ne bodo naredili prostovoljno, pa verjetno razmislek tudi o nekih možnostih regulacije, sploh za tiste skupine, ki so bolj občutljive ali pa temu bolj izpostavljene. Toliko, z veseljem pa odgovorim še na kakšno vprašanje. Torej, ja, zdaj je čas še za par vprašanje iz publike. Prvo vprašanje je, bi bilo treba psihološke trike, ki jih strani uporabljajo za zadrževanje pozornosti, kot je recimo endless scroll, prepovedati? Zakaj da, zakaj ne? Mislim, ponavadi, ko hočemo neke stvari prepovedati, lahko to vzbudi tudi v resnici drugačne odzive pri ljudeh. Po drugi strani zdaj tudi reči, da je endless scroll sam po sebi škodljiv, ni nujno res, ne. Tako da za to vrstno regulacijo, ki samo prepoveduje, brez da bi tudi usposobljali ljudi, imam jaz vedno neke zadržke. Ok, hvala za odgovor. Naslednje vprašanje je, ali obstajajo skupine ljudi, ki so bolj nagnjene k doom scrollingu in take skupine, za katere obstaja manjša verjetnost za zasvojenost? Mislim, to je dosti povezano s tem, katere skupine so, ne, sploh bolj nagnjene k temu, da več časa preživljajo na družbenih omrežjih, ne, torej tiste, ki so že itak v izhodišču, mogoče mislim, imajo recimo slabše socialne veščine, mladi, ki več časa preživljajo z tehnologijo, potem, ne, v tem smislu zaznavanje nekih groženj, tiste skupine, ki so že itak marginalizirane in ki dejansko zaznavajo več groženj, potem pa lahko govorimo o nekih psiholoških lastnostih, torej ne, recimo tisti, ki so bolj nagnjeni k neki ruminaciji, anksioznosti, bodo bolj verjetno iskali novice, ali pa tisti, ki ne imajo večjo, kot sem rekel, potrebo po nekem kognitivnem zaključevanju, ki slabše sprejemajo negotovost, ne, to je v bistvu neka osebnostna poteza. Ljudje, ki so mogoče izolirani, ne, ki so osamljeni in v bistvu poskušajo zadovoljevati neke svoje druge psihološke potrebe na recimo spletnih omrežjih in potem padajo v to past. Zdaj ste spet omenili ruminacijo, sem zasledila tudi eno vprašanje, da je nekdo vprašal, kaj pa je ruminacija. Ja, ruminacija je neko pretirano zadrževanje, premlevanje ponavadi nekih negativnih vsebin, ki je škodljivo zato, ker v resnici ne vodi do neke razbremenitve, pa do tega, da bi našli neko rešitev, ampak nas po domače povedano zacikla v teh negativnih mislih in se potem spet nekako paradoksalno ne želimo več razmišljati o svojih problemih, zato da bi našli neko rešitev, ampak ker več razmišljamo o svojih problemih, se nam zdijo večji, se nam zdijo še bolj nerešljivi, ker rešitve nismo našli. Ja, hvala za to objasnilo. Zdaj pa še eno vprašanje in hiter odgovor, če je to sploh mogoče, no, za tako kompleksno problematiko. Ali se strinjate z avstralsko vlado in njihovim novim zakonom za zmanjšanje doom scrollinga pri mladih? Mislite, da bi to delovalo tudi pri nas? Mislimo zakon, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij? Predvidevam, no. Jaz sem zadržan, kot rečeno, do tega, da družbena omrežja prepovemo. Zdaj, ne, vprašanje je sicer, pri kateri starosti je smiselno otrokom dovoliti, da to uporabljajo, ali pa tudi v končni fazi mladim. Ampak, a smo kaj zares naredili, če uporabo omrežij sam zamaknemo
na recimo polnoletnost in hkrati ne gradimo na neki digitalni pismenosti ali pa razvoju veščin, ki bodo potem takrat odraslim in zdaj kao ne tako tvegani skupini v bistvu jih pahnila v neko situacijo, ki ne poznajo. Ne? In tudi vidimo, da so neki različni vzorci uporabe tudi družbenih omrežij pri odraslih, ne? Ki so se z njimi srečali v odrasli dobi in na nek način jih uporabljajo enako slabo kot otroci, takrat, ko se jih šele učijo uporabljati. Ne? In na podoben način ozaveščamo tudi o drugih stvareh, ki so lahko škodljive, pa niso dovoljene. In bi v resnici tak ukrep mogel biti del nekega širšega družbenega razmisleka o tem, kaj počnemo in kaj ne počnemo predvsem. Ok, hvala za predavanje in za vse vaše odgovore. Tudi vam. Ok, zdaj pa sledi.